Damjan, čestitke, kljub ne preveč blesteči igri ste prišli do sila pomembne zmage v boju za obstanek, zmage, katero ste načrtovali, vendar pot do nje ni bila lahka. Ja, dejstvo je, da teh nekaj tednih, ko smo tu, nismo delali veliko na obrambi, na napadu, in napad je zelo zbegan in po moje celo ni gledljiv v publiki. Medtem ko pač obramba bila danes zelo na nivoju, 50 točk smo prejeli v celi tekmi, zmagali v enem tekmi, moramo vedeti, da je tudi Postojna v enem tednu pomagala tudi Slovana, ni tako naivna ekipa, ampak danes moram reči, da obramba je res funkcionirala, naredila svoje in prišli smo do prepotrebne zmage. In nekako zdaj nam do 7. januarja dosti časa, da nekatere stvari popravimo. Tu poštevam pač drugi teden tekmo v Laškem, ki jo ne moramo dobiti, in tekmo proti Kopru, ki je iz 23.12. postavljena na 7. januarja. Že od vsega začetka tistega vodstva 11-0 ste imeli vodstvo skozi v rokah, sicer se je Postojna nekajkrat približalo na 4 točke, vendar vaši fantje kljub neblesteči igri v napadu so v pravih trenutkih znali zadeti. Ja, mislim, da smo tudi te napake, ki so dogajale se v napadu in zaradi tega smo dobili par lahkih košev. Nekajkrat smo prišli na 10-11 točk razlike, imeli 5 šutov, kakor prosti met pa nismo realizirali. Tudi Bran je danes hvalijo toliko zicerov, da je to res neverjetno. Na koncu pač, če nasprotnik doseže 59 točk, lahko računaš, da boš pomagal tekmo dovolj. Pomenili ste Laško, sicer vemo, da je Zlatorog letos bistveno močnejši, pa vendarle gre za lokalni derbi. Lokalni derbi je samo zato, ker je zadeva lokalna. Derbi ne mora biti, ker so v tem momentu dva tekme pred nami. Torej, kakšni so načrti še morda ob praznikih? Povedali ste, da je tekma s Koprom preložena do 7. januarja. Kaj boste delali, kaj boste naredili, boste kaj zamenjali? V planu so določene spremembe. V tem momentu sam nimam do konca do kontrole. Imam seznam morebitnih okrepitev in bom rekel, kar od jutri zjutraj naprej delali na tem, da bi čim prej nekako to ekipo konsolidirali in da bi potem imeli boljšo igro, kot bi imeli sedaj.